Kaj si mislite o ljudeh, ki izključno konzumirajo samo animanga content in iz principa ne gledajo filmov / serij? Animanga. Pač anime in manga, da berejo content, Kaj bi lahko bilo animanga? Ki izključno konzumirajo to. A lahko jaz nekaj pripomnim? Mislim, se zelo zanimivo vprašanje. Sej, jaz recimo pač pogledam zdaj veliko animejev, sicer manj ne berem, ampak kaj pa ljudje, ki v bistvu... samo gledajo filme, ki gledajo samo filme in nikoli animejev, Exactly. Mi smo še zmeri od rojstva vpleteni v zahodno industrijo. To se pravi, smo gledali serije, filme, marsikere klasike, Terminatorje in vse živo bogov. Vsi poznamo te filme. Ja. Ampak če nekoga vprašaš, ki pa gleda slučno samo to, kaj od animeja poznaš? To je zelo zanimivo, kako sem tudi jaz muziko poslušal. Jaz v otroštvu nisem nič navadne muzike poslušal. Ne slovenske, ne angleške, ne nič. Jaz sem si anime openinge downloadal in to sem fural 10-15 let. In pol nič nisem znal povedati, kaj je moderna muzika, kaj je ono. Marko mi je prvič pokazal rock pa to in sem bil like, wow, jaz nič tega ne poznam. In se z nobenim ne znam pogovarjati o tem. Veš tisto 2000 rock, slovenska muzika. Jaz nič ne vem. Jaz se včasih se sramujem, ampak enostavno pač tako sem živel. In to, da se samo v eno zadevo koncentriraš, tvoje življenje veliko lahko zamujaš, ampak ni nič narobe s tem. Mislim, ne, pa saj tudi, če gledaš western production, pač imaš toliko žanrov, toliko različnih, ja mislim... pač sam svoj svet je. Ja. In pač nič posebnega ne mislim. Tako kot smo pač mi pretežno anime, manga, so pač drugi pretežno nekaj drugega. To je to. Samo pač ne misliti, da tvoje mišljenje je edino, ki obstaja zunaj, ko si samo eno izkusil. Mislim, to je itak, ampak to isto velja za nas, ki konzumiramo to pretežno. Jaz se popolnoma strinjam z Dangotom. Mislim, da naš čas na tem planetu je itak omejen in glede na to, koliko odgovornosti nosi en posameznik, sploh ko pade v neko odraslo dobo, je, da je tvoj čas popolnoma tvoj in kako ga boš zapravil, je odvisno popolnoma in samo od tebe. Če nekdo rad konzumira samo animeje in mange, more power to you. Če rad konzumiraš samo narodno zabavno glasbo, whatever. I don't care. Človek pač exactly, I don't care. Tvoj time je tvoja odgovornost in preprosto uživaj tisto, kar ti daje veselje. Mislim, jaz priznam, jaz sem pač omejen glede kakšnih klasičnih filmov, pač I don't. Tako, Jaz bom rekel, da čas nas spreminja, pa ni važno, kaj je. In ugotavljamo stvari sproti. Možgani se nam razvijajo do 25. leta starosti, še nimaš niti popolne kapacitete izkoristiti. Mislim, se po eni strani je fajn, da pogledaš recimo vsake tok cajta, ne vem, neki drugega, čist izven svojega spektra. Mislim, pa vsaj tok, da slišiš ali pa vidiš, ampak je tazga. Kaj je tazga, ne? Zdaj, da bi čist bil zapečkan v eno, je tudi malo tako. Pač mislim, da je pomembno, da izkusiš, ni pa nujno, da potem s tem ustrajaš. Ampak izkušiš tok, da vidiš, če ti ustreza ali pa ne. Definitivno, recimo otroci, ki nimajo dostopa do vseh možnosti, recimo veliko je na starših odvisno, da jim dajo možnost, da so ekspozani različnim recimo žanrom. Spomnim se, da sem šel v trgovino z igrami pred kratkim in je oče kupoval, ni vedel točno kakšne igre bi kupil svojemu sinu, mogoče je za rojstni dan kupoval nekaj tazga. In je bil like, daj mi NBA, FIFA, ker je pač to nekaj, kar pozna, ker je mogoče v mainstreamu bolj. Seveda, fuzbal. Exactly, fuzbal pa košarka je nekaj, kar v Sloveniji vsak lahko dojame v trenutku. JRPG
mogoče ne toliko. Okay, I have thoughts about people who only watch football. Ampak tako, predlagal samo, da mogoče mu predstavi še neko zgodbo, ki je do zdaj še ni viden, bo odprla novo obzorje. Torej sem mu predlagal, lahko mu kupiš neko športno igro, zraven pa mogoče še nek open world JRPG, da odkrije mogoče še malo drugo kulturo, drug način igranja. In sem mu pač predlagal, naj Final Fantasy 16 kupi, ker to je igra, ker jo bo lahko dolg igral, ker bo odraščal z njo, lahko jo bo replayal večkrat. PlayStation 5. Dobro si naredil, Marko, podpiram te. You did a good thing in life. Ne, se kaj, Final Fantasy 16 je zdaj basically to, kar je bilo za nas tisti Golden Sun, pa te JRPG. Go for it. Ampak da prijemo nazaj k temu vprašanju, specifično temu, vidim, kaj pa je tu notri strah. Socialne sposobnosti se učimo zunaj. Ne misli, da kaj se dogaja v animejih in mangah, da je to normalno v zunanjem svetu, kak je pač. Kako se obnašati v življenju? Mislim, I know what you mean. Vem, ful težko je to obrazložiti, kaj mislim. Pač niso to še prevladujoče družbene norme, morda to, ampak mi v končni fazi soustvarjamo družbeno realnost. In meni je prav, mislim, vse konvencije so en tak dober primer, en tak bubble, ko pač se lahko vedeš na popolnoma drugačen način, kot se vedeš. Do mene. To mi je všeč. Naprej? Se vedno več